Sedaj pa je čas za največjo atrakcijo Čateških toplic. Povabim vas v indijansko vas, v svet starodavnih plemen. Indijansko vas boste našli samo nekaj minut stran od poletne termalne riviere. Ob njej se bohoti ribnik, kjer imate možnost vožnje s kanuji in veslanja. Za vodnim obzorjem pa se vam odpira pisano indijansko šotorišče. Hau, kola! Hau, kola! Pozdravljena, prijateljica! Pozdravljena, prijateljica! Tu se boste prelevili v sodobne nomade in po šotori s posteljami ter električnim štedilnikom okušali doživljajske počitnice. Pridi, Lunin žarek, ti bom pokazala, kje zdaj živimo. Si videla, da smo se globalizirali? Videla. Katere indijanske simbole pa vse najdemo tu? Tu bomo našli vse te 4 naravne elemente, ki so glavni, to je voda, zrak, ogenj in pa zemlja. In pa potem vse te živali, ki so povezane z vodo, kot so ribe, želve, kiti, živali, ki so povezane z zrakom, ptiči, predvsem orov, to je najpomembnejša indijanska žival, zemlja, bizoni, konji. Sem slišala pa tudi zanimivost o indijanskih perjenicah. Ja, res je. Vsak indijanec, ki je šel v lov, si je pridobil, če je bil pogumen lovu, si je pridobil orlovo pero. In ko jih je zbral 30, mu je vrač naredil perjenico. In tisti, ki je bil pa še boljši, je dobil perjenico iz 60 orlovih peres. V vasi najdete starodavne toteme, šotori so razdeljeni v posebne kroge, platna pa so poslikana z različnimi motivi, ki vam dajejo vagabundski pridih nekdanjega indijanskega življenja. Indijanska vas je odprta vse od konca aprila do začetka oktobra. Tu boste v 25 šotorih našli več kot 100 ležišč. Vas je zato primerna za družinske počitnice, šolske izlete, team building programe in druga avanturistična doživetja. Ja, v indijanski vasi se boste lahko tudi našemili v njihove kostume in ob sončnem vzhodu srečali takšno brežiško sorto indijancev, s katerimi boste lahko izdelovali ogrlice, igrali bobne ali pa streljali z lokom.